V resnici gre za tekmovanje, kjer se tekmovalci med sabo pomerijo v pisanju kratkih zgodb, navdih pa dobijo v filmu, ki se ga bomo ogledali skupaj. Ta dogodek je v bistvu poseben zaradi tega, ker gre za edinstveno priložnost, da se lahko tekmovalci v bistvu da improvizirajo pisanje kratke zgodbe, zato ker vedno imaš čas, da pripraviš eno zadevo. Tukaj moraš biti pa izredno učinkovit, kratek, jedrnat, kar ironično, to, kar jaz zdaj govorim, ne bo. In je treba v bistvu zaobjeti bistvo zgodbe, celotno narativo, žanr in še druge forme v zelo kratkem času in zato moraš res imeti različne sposobnosti in tekmovalci jih tukaj zagotovo imajo. Gre za nek tak fulusten konglomerat različnih umetnosti. Imamo filmsko umetnost, imamo literaturo, imamo gledališče, imamo improvizacijo in se mi zdi, da je en izmed redkih dogodkov, ki tako lepo in smiselno sintetizira vse te vrste umetnosti in pripravil res en tak izobraževalen in hkrati ful zabaven dogodek, ki je vedno dobro obiskal. Trubarjeva hiša literature je z dogodkom Postajte se s kosom dobila zgodbo, ki jo bereš in prebereš do konca in čakaj do konca večera. Ker sem izrazito netekmovalna, če sem se tam prijavila, kjer je božji treba tekmovati v literaturi, kdo je boljši, pa vsaj tekmecev nisem videla, takole pa res brutalno, posebno. Če pogledamo koridor, gre za križišče umetnosti, podobno je s tem dogodkom. Torej, gre za neko stičišče različnih umetnosti, torej za neko interaktivno zadevo, kjer se prepletajo različne umetnosti in tvorijo nekaj posebenega.